Lepo pozdravljena. Dobar dan. Torej, Denis, zakaj ste se odločili, da prav v slovensko Istro pripeljete to tekmovanje? Je morda temu potrebovala odločitev, da ste se vi, ko ste prvič zmagali na tako pomembnem tekmovanju, pravzaprav odločili, da bo glasba vaša pot in pustili službo? V bistvu jaz jemljem to kot nek projekt zase. Jaz sem član Avstrijske zveze HVO, ki praktično ima licenco za, bi rekel, to svetovno prvenstvo. Že dolgo leta sodelujem z njimi kot član komisije in na lanski izvedbi sem pač jim predlagal, da bi bilo lepo enkrat to izpeljati v Sloveniji, ker je Slovenija, bi rekel, tudi zelo znana dežela harmonike. In skratka, zveza mi je zaupala in mi prepustila organizacijo tega pomembnega dogodka. In sem prav vesel, da se bo to enkrat odvijalo tudi v Sloveniji. Rekli ste, da gre za tekmovanje na zelo visokem nivoju. Vsi tekmovalci nastopijo pred 9-člansko komisijo. Ni aplavzov, vsak ima enako časa, bogato pa bo tudi ob festivalsko dogajanje. Kaj se bo dogajalo? Ja, kar se tiče ob festivalskega dogajanja, imamo napovedane koncerte zvečer. Že jutri se bo predstavil ansambel Roberta Zupana, ansambel Jodel Express in paljanski zmagovalec Aleksander Pamer. V soboto pa bo Oberkrajiner gala večer, kjer bo nastopil hišni ansambel Avsenik. Nastopilo bo še nekaj harmonikarjev in gostov. Kar pa se tiče samega tekmovanja, pa bi rad povedal to, da ni to neko tradicionalno srečanje, kot smo jih mogoče vajeni na kakšnih prireditvah in, bi rekel, takih šagrah. Gre praktično za neke vrste izpit, kajti vsak harmonikar ima na razpolago 20 minut in zaigra 9-članski komisiji, ki ga seveda ocenjuje po raznih kriterijih, od, bi rekel, zahtevnosti skladbe, nastopa, dinamike. In skratka, potem najboljši pač prejme glavno nagrado, ki je trofeja, naslov absolutnega svetovnega prvaka in pa tudi denarno nagrado. David, se boste tudi vi udeležili tekmovanja? Že kar dobrih, lahko bi rekli, 6-7 let ste učenec Denisa Novata. Da, jaz sem. Se boste? Vam Denis pomaga? Kaj vas je vse naučil, poleg same glasbe, seveda? Pa on me naučio pjesme i onda moram trenirati kod kuće. Predvsem delo je tisto, ki je pomembno. Rekli ste, v Sloveniji ogromno harmonikarjev, vendar malo tistih, ki so res pač vredni poslušanja in imajo voljo za mogoče razvoj, neko učenje. Jaz gledam zadevo tako, da v Sloveniji je harmonika zelo popularna, zelo moderna, zadnja leta zlasti tudi med mladimi, kar je zelo pozitivno in hvалевредно. Zdaj bi rekel, kot profesionalec tega področja gledam na stvari drugače, mogoče ker vidim, da se pojavljajo te šole z masovnimi števili udeležencev in ne vem, kako zelo, ko recimo 80 ljudi uči pri enem učitelju. Tako da smatram tudi iz izkušenj, da včasih nekateri igrajo harmoniko, ker pač to je družinska izbira ali pa morajo. In potem pride do selekcije, mogoče ko so malo večji, če imajo to res radi, ustrajajo in vadijo in se potem mogoče usmerijo tudi v to smer v bistvu tekmovanj in snemanja plošč in neke karijere. Vi ste izdali 30 albumov, kar je na vašem področju svojevrsten rekord. Kaj trenutno počnete, poleg tega, da učite take nadobudne fante, kot je David? Ja, kar se tiče poučevanja, sem zelo omejil to dejavnost. Prvič, ker nimam časa, drugič tudi, ker, kot sem povedal, rad delam le z motiviranimi fanti oziroma s fanti, ki so perspektivni, imajo voljo in vadijo in v bistvu čutijo to in si želijo igrati na harmoniko. Moja glavna dejavnost so nastopi. Nastopam v glavnem v tujini, tudi na drugih kontinentih, snemam plošče, predstavljam, zastopam tudi večkrat Slovenijo na raznih turističnih sejmih preko Spirita Slovenija. Tako da živim zelo pestro, veliko potujem in sem pa vesel, da lahko živim od tega, kar mi je všeč. Nas veseli. Torej, zaključili bomo z skladbo, ki nam jo bo zaigral David. Dobrega jutra. Torej, danes je bilo lepo, dokler je trajalo. Z vami bomo ponovno v torek, ko vas iz tega studia pozdravi kolegica Karin Sabadin. Uživajte. Izvoli, David.